Na odru pa že lepo pozdravljam Andreja Rozmana Rozo z ekipo odmaševalcev, ki bodo v klubskem kabaretu v obliki verskega obreda slavili jezik. Nastopili bodo Goran Završnik, organist, Juš Milčinski in Višnja Fičor ter Andrej Rozman Roza, Kenguru. Prosim, da, ukolikor želite, ponavljate za mano. Jezik naš, ki si nam v mislih, za vse na svetu daj nam svoje ime, vodi še naprej naše kraljestvo in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih, kakor na samem, tako tudi javno. Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe, in odpusti nam naše napake, kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom. In ne preženi nas v angleščino, ampak nam omogoči čim več dobrega. Tako vodi. Tega jezika, bila bi le ena gotova razlika. Še zmer bi bile gore, še zmer bi bile reke, še zmer bi bilo morje, bukve in smreke. Bila bi neumnost, bile bi zamere, verniki in nasprotniki vere. Bili bi sadisti in mazohisti, nacionalisti in racionalisti. Bili bi pohlepni in dobri ljudje, prepovedi in vse tist, kar se ne sme. Bila bi narava, bila bi kultura, Sava in Drava, Soča in Mura. Dežela se ne bi skor nič spremenila, bila bi poznanstva in dvojna merila, če bi ne bilo več tega jezika, bila bi le ena gotova razlika. Še zmer bi imeli vse mogoče težave, zagotov pa ne imeli bi slovenske države. Da pa je kjer je nastala, da bi nas meka prejšnja stala in da bi dokončal bil boj za naš narodni obstoj. On nam še ne pomaga in je država še bolj draga, ker je v službi kapitala skupaj dobro razprodala, tisoče pahnila v bedo in obdavčila besedo. In zdaj, ko nismo druga Švica in je že ukradena potica, ter neusmiljeno pritiska, množična socialna stiska, jezik malo koga briga, saj če je kruh obdavčen, naj bo pa še knjiga. A Slovenk in Slovencov brez slovenščine ni, in če se ona ne širi, ne bogati, bolj oski in ubogi znovred smo tudi mi. In ker
stopnja davka na dodano vrednost za vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik, tako bodi. S tem smo se začeli, ampak ne v to, da je v Sloveniji možen 0% davk na vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik, še tako močno verjamemo zaričnice in zaričniki, ter simpatizerke in simpatizerje, ali opazovalke in opazovalci našega odmaševanja. Bodimo iskreni in si priznajmo, da tudi, če se bo to, kar smo nekoč že imeli, spet uresničilo in bomo živeli brez davka na slovenske knjige, bo naša težava z jezikom ostala. Tudi, če bo nekoč spet neobdavčen, to še ne bo dovolj, da nas ne bi več težil trpek občutek, da naš jezik ne seže dovolj daleč. Da zmeraj bolj razumemo tuje jezike in da se zdi, da svojega potrebujemo zmeraj manj. Mi razumemo druge, drugi pa ne razumejo nas. Je sploh lahko še kaj hujšega? Lahko je, drage zaničnice, zaničniki in vse ostale in ostali. Lahko je hujše in tisto hujši tudi obstaja. Še hujše in za razliko s težavo, da naš jezik ne sega dovolj daleč, je tudi ozdravljivo. To je namreč to, da so mnogi med nami prepričani, da ne znajo svojega lastnega jezika in da slovenščina, ki jo govorijo, ni tisto, kar bi slovenščina morala biti. In zaradi tega nimamo težave samo s svojim jezikom, ampak tudi z državo, ki je zaradi tega jezika nastala. Vprašajmo se torej, odkot to naše nezadovoljstvo z realnostjo izvira. Tisoč generacij, milijone let nazaj, je naš prednik bil žival. Drugo odmaševanje. Se pravičujemo, ampak ja. Mogoče med tem, ko se pripravljajo, pa mogoče ponovite za mano še to, kako je že tisto, se ne vem, ki se da, kako si bo pozabil, ki se da bilo, smisla si polna. Dialog je stvar. Ja, to. No, gremo. Skratka, vprašajmo se, odkot snemate, ne? Snemamo. Ste tukaj, boste to izrezali, ne? Ja. Skratka, vprašajmo se torej, odkot to naše nezadovoljstvo z realnostjo izvira. Beseda izmišljena. Vse skup se je začelo s tem, da so naše prve knjige nastale zaradi širjenja reformacijske verige v smeri krivoverskega slovanskega Balkana in na začetku te poti je stala naša Ljubljana. Ko smo hvaležni Trubarju, njegovi kompaniji, da so nam knjižno slovenščino tako dobro temeljili. Se spomnimo, da tistih knjig ne imeli bi Slovenci, če jih ne bi financirali in tiskalo glavnem Nemci. Ne prvič in ne zadnjič se je usoda poigrala z nami tako, da ji lahko rečemo le hvala. Lahko pa rečemo usoda, pejti malo rad, a nas mora materinščina res več kot druge stati. Ker za širitev vere je pomembnejša moč sile, boj za oblast v imenu Boga so knjige izgubile. Ko konkurenca je slavila, je skoraj vse požgala in sama tiskala precej manj promo materijala, pa se je kljub temu še par stoletij zdelo, da naše knjige širijo samo krščansko vero. A tudi brez nas posvetni tisk je vmes spremenil svet. Jeziki so postali temelj skupnih identitet. Vsi drugi so začeli dvigati glave in zastave in delati svoje jezikovno združene države, ko mi smo na papirju imeli še strašljivo malo, a so mnogi izračunali, da bi se jim splačalo, če bi se napela tudi slovenska nacionalna veja in je vzbrstela in vzcvetela velika ideja. Program zedinjene Slovenije
tisti, ki so stavili vse na moč besede, pogosto so umirali od lakote in bede, zneseni od navdušenja in spodbujeni s hvalo, sploh niso mislili na to, da je tržišče malo. In da Smetana umetnike podpira, le če oni jo podpirajo in ne sejejo nemira. In smo dobili mučence pogumnega jezika, ki se razvija v skupnosti, ki je dovolj velika za združevanje kapitala in strankarske spopade, premajhna pa za tiste, ki so odvisni od naklade. A s časom se je tudi slovenska družba uredila in se sprijaznila s tem, da bo svoje umetnike redila. Saj si ne moremo privoščiti, da smo brez nečesa, kar je dokaz obstoja nacionalnega telesa. Prav nemogoče pa se je odpovedati gledališču, kjer človek javno se pokaže v vsem kulturnem blišču. In ker ljudje za umetnost niso dali dosti sami, smo si zagotovili jo z državnimi programi. A ptice ob krmilnicah zamenjajo navade, veliko se jih namnoži, odpornost pa jim pade in umetnost, ki računa na podporo od države, se trudi manj za publiko in bolj stremi v višave. Prepričana, da publika si je čist sama kriva, če rajš kot ob vrhunskosti, ob nizkotnostih uživa, zazrta v zgodovinske cilje, breztežno ustvarja zase, medtem pa so na tla pripete v sedanjost ujete mase, nabrane ob hitro skuhani, stereotipni idili, kamor popularna umetnost majhno tržišče sili. Beseda izmišljena. Bi na tak način kulturno živeli vse do konca, če ne bilo bi hrane iz sosedovega lonca. V tem, da eni tujo kuho rajš od svoje imajo, ne videl drugi bi sramotno narodno izdajo. In da do nas bi ne prodrl kakšen južen hit, na kol bi najraž bi postavili si še zvočni zid. A namesto se upiramo okusni tuji hrani, se rajš potrudimo, da čim boljšo skuhamo si sami. Če med občinstvom in umetniki ni dosti stika, ne reši nas nobeno umetno ščitenje jezika. In gradnja varnostnih zidov je nepotreben trud, slovenščini ni treba obrambe, ampak vzpodbud. Zato verjamemo, da je v Sloveniji možen 0% davek na dodano vrednost za vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik. S tem prepričanjem se je skoraj pred 10 leti, junija 2009, začela naša vera. Takrat so vsi trdili, da ne moremo imeti 0% davka na knjige, ker tega ne dovoljuje evropska zakonodaja. Zaničnice in zaničniki pa smo verjeli, da imamo lahko ne le kljub temu, ampak prav zato, ker smo v Evropski uniji 0% davek na proizvode v slovenščini, saj smo upravičeni, da imamo v svojem jeziku dostopno znanstveno in kulturno ponudbo po primerljivih cenah, kot jo imajo uporabniki jezikov, ki naj bi bili s slovenščino v tej uniji enakopravni. Ker se je vmes tudi zaradi nas spremenila evropska zakonodaja, je danes celo neverujočim povsem jasno, da ovira za to, da nimamo 0% davka na dodano vrednost na svoj jezik, ni v Evropski uniji, ampak v naši lastni državi in njenih politikih, ki skupaj z večino naših sodržavljanov in sodržavljank očitno sploh ne verjamejo v prihodnost svojega jezika. Vse bolj sem namreč prepričan, da je naša ključna in specifično naša težava, naša nevera vase in v svoj jezik, na podlagi katerega smo kot narod utemeljeni. Ker narodi niso nič drugega kot zamišljene skupnosti, bi morali vse, ki javno trdijo,
da gre pri nas za slovensko kri, kot sem nazadnje slišal našega ministra za Slovence po svetu, bi morali vsi tiste, ki javno trdijo, da gre pri nas, pri našem narodu za slovensko kri, obvezno poslati na genomsko analizo. Čeprav smo se Slovenci v času romantike kot narod formirali na podlagi svojega jezika, smo bili v Jugoslaviji nase ponosni zaradi svojega uspešnega gospodarstva. Medtem ko smo se kulturno že takrat čutili ogrožene, a so prav zaradi tega naši takratni politiki podpirali nacionalno kulturo, ker so jo potrebovali za svojo legitimiteto. Zato je bila takrat slovenska kultura tudi oporečniška, dobro financirana. Odkar smo si Slovenci zato, ker smo se čutili kulturno ogrožene in ekonomsko izkoriščane, prostovoljno odrezali svoje južne trge in prepustili tovarne pohlepnim in nesposobnim lastnikom, pa ekonomsko propadamo, hkrati pa slovenski politiki zdaj, ko svojo državo imajo za svojo legitimiteto, ne potrebujejo več nacionalne kulture. Zato zaradi naše samostojnosti, naš jezik in samozavest nista na boljšem, ampak na slabšem, saj v resnici nikoli nista bila ogrožena od jugoslovanskih unitaristov, ampak vedno le od nas samih. Včasih v veliki meri prav od naših jezikoslovcev, ki jezikovnega čistunstva niso ustavili takrat, ko politično ni bilo več potrebno zaradi zedinjevanja govorcev različnih slovenščin v en narod, a se jezikovna stroka ni znala pravočasno postaviti proti ljubiteljskim amaterskim čistunom in jezikovnim nergačem, ampak jim je celo držala štango. Danes pa je sta naš jezik in samozavest ogrožena od naših politikov, ki so ali prodani tujim interesom ali pa res ne razumejo pomena kulture in še posebej sodobnih medijev za razvoj družbe. Ključ do razumevanja notranje šibkosti naše samostojne države je prav v dejstvu, da je narod zamišljena skupnost in da se lahko počutimo pripadniki katerega koli naroda hočemo. Tako kot se mnogi rezijani, avstrijski vindišeri in mađarski vendi nimajo za Slovence in jih nihče nima niti pravice, niti možnosti riniti tja, kjer se ne počutijo dobro, tako bi bili tudi mnogi matični Slovenci rajši del nekega drugega, večjega naroda. Če se ozremo na začetek naše nacionalne ideje, so naši jezikovni predniki konec 18. stoletja verjeli, da smo del velikega slovanskega naroda, s katerim se bomo spet zlili, ko se rečimo germanske nadvlade. Vso drugo polovico 19. stoletja in do konca Prve svetovne vojne je prevladovalo prepričanje, da se bomo s časoma jezikovno zlili z drugimi južnimi Slovani. Potem, ko smo se z njimi združili politično, pa nam je bilo to zmeraj manj všeč. Začele so se pojavljati ideje, da smo v resnici slovanizirani Veneti, Etruščani, Kelti, Noričani. Kulturno pa so eni Slovenci in Slovenke občudovali Ruse, drugi Nemce, mnogi Angleže in Američane in tako je še danes. Osamosvojitev je namesto razcveta kulture in znanosti v slovenščini prinesla možnost, da se namesto med južnimi Slovani razpustimo v topilnem loncu nove združene Evrope. Zato zmeraj rajši govorimo tuje jezike, s pomočjo katerih dobimo vso tisto kulturno in znanstveno ponudbo, ki jo nujno potrebujemo, a nam je lastni jezik ne nudi. Glede na to, koga najbolj občudujemo, se zato Slovenci delimo na Anglo, Franko, Srbo, Ruso, Hispano in še marsikaj file, tako da je multikulturnost pomemben del in eden od temeljev naše nacionalne identitete. Navdušenci nad duhovno silo našega naroda se ob osamosvojitvi od jugoslovanskih trgov niso niti približno zavedali, kako različne so predstave Slovenk in Slovencev o tem, kdo kot narod smo in kakšno prihodnost hočemo. Kajti, če bi mi in naši politiki resnično in iskreno verjeli v svojo samostojnost, oziroma v našo samostojnost, se mi zdi, da tu svojilni zaimek ni, ko se pozanimal, če bi takrat iskreno verjeli v našo samostojnost, bi takrat najprej poskrbeli, da nas prometna in kulturna infrastruktura, predvsem sodobne železnice in sodobna javna televizija, povežejo in dokončno formirajo v narod. A mi nažalost že od nekdaj ne verjamemo v narod, ki nam je usojen.
Zato med drugo svetovno vojno nismo imeli in tudi danes nimamo svojih fašistov, ampak le kolaborante. Ker slovenski politik, ki zagovarja Orbanovo in Salvinijevo politiko, pač ne more biti fašist. Fašisti verjamejo v lasten narod in njegovo kulturo in jo dvigujejo nad druge. Zato je v tej naši ne samo zavesti na srečo tudi nekaj koristnega, saj smo prav zaradi tega, oziroma zaradi nje v tej od nacionalizmov podivjani Evropi ostali otok zmirnosti. Pa počasi se bliža čas, ko se nas bodo naše samozavestnejše sosede skušale ponovno razdeliti. Ko si nas bodo skušale ponovno razdeliti. Če seveda ne bomo že prej sami planili v njihov objem. In vse to se dogaja zaradi jezika, ki smo ga po čudežnem spletu na ključi kljub svoji maloštevilnosti ohranili, zdaj pa eni v njem vidijo nepotreben strošek, drugi pa imajo pred njim tako strahospoštovanje, kot bi šlo za odrešenika, ne pa za navadno miselno orodje, s katerim je dosti lažje lagati, kot pa govoriti resnico. Tisoč generacij, milijone let nazaj je naš prednik bil žival. Nič bolj krut in nič neumnejši od nas, le še govorit ni znal. S pesmijo je snubil in s krikom je grozil, z jokom bolečino si blažil. A zmeraj bolj želel je povedati, kaj bi rad, zato počasi je razvil. Kaj si mislite? Jezik, ko vsak pomen dobi svoj glas. Kar nas druži je jezik, ki s mislimi poveže nas. Kaj si mislite? Jezik, ko vsak pomen dobi svoj glas. Kar nas druži je jezik, ki s mislimi poveže nas. Ker je človek hotel samo dati ime, vsega pa je zmeraj več. Bilo potrebnih zmeraj več različnih je glasov, da se dalo vse je reč. Zato skozi evolucijo si je razvil organ, da z njim lahko je govoril. Povezal sapnik si je s požiralnikom in kdaj se s hrano zadušil, samo zato, da ima zdaj jezik, edini na planetu je, ki ima tako uspešen jezik, da z njim podredi si vse. Samo zato, ker ima tak jezik, edini na planetu je, ki ima tako uspešen jezik, da z njim podredi si vse. Jezik, ko skupina zmeri se, jezik, ko da ujame in požre, jezik, kdor ne zna ga sam je kriv, jezik, če ne bo več dolgo živ, jezik, je močnejši kot smo mi, jezik, ostane še ko nas več ni, jezik, svoj pomen ujame nas, jezik, gre čez prostor in čez čas. Zdaj pa naj svoje pove še kenguru. Enkrat je bilo jezika toliko, da svet za njega ni bil več dovolj. Zato si človek z njim počasi je zgradil cel kup izmišljenih svetov. Resničnost se mu zdi zdaj pusta ali kruta in rajši se sprehaja tam, kjer svet mu je bolj zanimiv in razumljiv, saj si ga je izmislil sam. Samo zato, ker ima tak jezik, ko skupina zmeri se, jezik, ko da ujame in požre, jezik, kdor ne zna ga sam je kriv, jezik, če ne bo več dolgo živ, jezik, je močnejši kot smo mi, jezik, ostane še ko nas več ni, jezik, svoj pomen ujame nas, jezik, gre čez prostor in čez čas. Samozavest se začne z jezikovno samozavestjo, ki jo pridobimo tudi tako, da se v šoli naučimo javnega nastopanja. A naše šole v naši samostojni državi, ki je utemeljena na našem jeziku, morajo po našem lastnem zakonu imeti obvezno telovadnice, ne pa tudi kulturno-prireditvenih prostorov z gledališkim odrom. Ker mi dajemo prednost borbenemu športnemu duhu za sodelovanje v pogosto zločinskih vojaških misijah za tuje gospodarje, ne pa umetniški kreativnosti. In svojih otrok ne vzgajamo v svobodne ptice, ampak v poslušna teleta. Kam to pelje, nam sporoča pesem, ki je nastalo judovsko melodijo nastala med drugo svetovno vojno.
Dona, Dona. Iz vagona skoz rešetke žalostno teličje oko gleda jato divjih vrabcev, ki podi se čez nebo. To se veter smeje, smeje na vso moč. Smeje se cel dan in še pozno toplo noč. Pararam pam, dona, 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 dona. Kmet mu pravi, nehaj jamrat, da si tele sam si kriv. Če bi krila imel kot vrabci, bi po nebu se podil. Tu se veter smeje, smeje na vso moč. Smeje se cel dan in še pozno toplo noč. Pararam pam, dona, 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 dona. Zlohka se te leta vodi, kot veleva vasni red. Za življenje na svobodi pa je treba znat letet. Tu se veter smeje, smeje na vso moč. Smeje se cel dan in še pozno toplo noč. Pararam pam, dona, 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 pararam pam, dona, 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 Če takoj za mejo na Fernetičih naročim kavo, pa mi natakar reče I don't understand you, je to žalostno. A še bolj žalostno je, če Slovenci nekomu, ki hoče nekaj povedati v svoji slovenščini, ne prisluhnejo, ampak ga začnejo popravljati, ker jih namesto sporočila bolj zanima jezik. Stisko takšnega govorca vam bo zdaj v pesmi spovedal naš ministrant. Kar povedal bi ti rad, nekdaj ne uspe končat, ker me prej ustaviš in besedo mi popraviš, da me bo nas zažal, ker počutim se total debilno. Kaj da jaz govort ne bi znal in le ti veš, kva je prav. In kada te osebina nik približno ne zanima, ampak pa začne na to, da je tako, kot ne bi bilo pravilno. Govort me pust, ne trgaj mi besed iz ust. Predspr prič ta hip takoj, čist mir pust jezik moj. Govort me pust, ne trgaj mi besed iz ust. Če se še krat tak našvanje, tožen te za nadlegvanje.
Besedo mi popraviš, da me odlopo nasažal, ker počutim se total debilno. In kada jaz govor ne bi znal, le ti veš, kva je prav. In kada te vsebina nik približa ne zanima, pa zašle na to, da je tako, kot ne bi bilo pravilno. Govort me pust, ne trgaj mi besed iz ust, na hip takoj, čez prvi pust jezik moj. Govort me pust, ne trgaj mi besed iz ust. Če se še gram tak na žvanje, tužem te za nadlegovanje. Šubidubi, dubiduo, šubidubi, dubiduo, šubidubi, dubiduo, šubidubi, dubiduo, šubidubi, dubiduo, šubidubi. Zdaj pa prihaja nekdo, ki ni opazil, da je Madonna fušala na Euroviziji. No in kako in kdaj je prišlo do tega, da nas jezik ne združuje, ampak ločuje. Potem pa govori naslednja pesem. Iz prve vseh besed, ustvarjanje celoten svet. A vem, da vam ta zgodba že preseda. Zanima vas slovenščina, katera je popačeka, katera pa res naša je beseda. Beseda, o beseda, o beseda, o beseda. Včas pa šlo je le zato, da se ljudje razumejo, in če se ni razbrazdal iz pogleda, je zrak, ki se je vračal iz pljuč, skozi zvok razvil pomenski ključ, in z njim je v svet rodena bila beseda. O beseda, o beseda, o beseda.
se v svoj dom. Pogled pa le do lastnih plankov sega, a ne me veže na ljudi, zapuhle od slovenskosti. To še zmeraj moja je beseda. Ločuje in združuje nas, zapira v zgodbe, daje glas in prestol z lažnim upanjem zaseda. A tudi čez njo vselej igram, da moč imam in svet poznam, od mene bo ostala le beseda. Drage zaničnice in zaničniki in vsi ostali, kot veste, med Slovenci še zmeraj prihaja do številnih globoko zakorenjenih nesoglasij glede vrednotenja naše lastne preteklosti. Marsikaj iz naše zgodovine se še zmeraj razlaga na različne, pogosto diametralno nasprotne načine. Da bi vsaj pri najpomembnejših dejstvih v prihodnje do tega več ne prihajalo in da bi vsaj na videz in navzven delovali kot narod usklajeno, si na naših odmaševanjih, kot nekatere verjetno že veste, prizadevamo, da dokončno in enkrat za zmeraj poenotimo podatke in stališča glede najbistvenejših točk naše skupne, se pravi slovenske zgodovine. Danes se bomo skušali poenotiti glede vprašanja, odkot Slovenci izviramo. Poglejmo, kaj o tem pravijo stari mojstri. Pri Koseskem grška boginja zgodovine Klio Slovenijo, poosebljeno Slovenijo, prepričuje, da je njena nesamozavest popolnoma nepotrebna, kajti preden Bizanc in Rim verige kovala narodam, bila Evropi si varh, večji lih hvale želiš, tvoja žarila je kri od lednega Balta do Jadre. Zastopite, od lednega Balta do Jadre. Ne? Vse smo bili od Balta do Jadre. Ne? Razumete, a kdo ne razume? Veste, to bolj bliz filozofske, ne? Slovenistike. Tvoja žarila je kri od lednega Balta do Jadre, mirnemu svetu razum, bojnemu bila si meč, zlobi gotova za jez, med jutram in divjim zapadam. Sever, jug, vzhod, zahod, vse je bilo naše. Kar je visokega čestitega desna storila, ptuje ostalo ti ni, slave deželica si. Grom je slovenski krotiv narode v jeziku latinskim. Črnega morja prestol tvojih junakov je bil. Najprej bi rad poudaril, da nas verz Grom je slovenski krotiv narode v jeziku latinskim navdaja z nekoliko mešanimi občutki, saj pomeni, da če smo Slovenci bili tu že pred slovenskim jezikom, bomo, kot vse kaže, celo še potem, ko tega jezika več ne bode. Sicer pa iz pesmi izvemo samo to, da smo tu že oddavno. Kdaj točno smo se začeli, pa nam ta pesnik ne pove. To zadevno je bolj jasen Valentin Vodnik, ki v Iliriji oživljeni pravi: od prvega tukaj stanuje moj rod, če ve kdo za drugega, ne reče odkot. In
kolikor je znano, se nihče nikoli ni oglasil. Isto, a še bolj eksplicitno, trdi tudi praded našega ministranta, ki je zapisal, bili so imenitnega rodu, imeli so stara pisma in če se jim ne bi bila izgubila in če bi jih znal kdo brati, tako bi jo strmel, da bi sedel kar v znak, kaj ti pravijo, da je stala v teh pismih beseda, da sega njihov rod do samega Adama v paradižu. No in s tem smo, kot se zdi, prišli do svojega izvora. Vendar ali ni morda možno, da bi segali Slovenci še dlje od Adama v paradižu? Kajti, če verjamemo Darwinu, vemo, da je tudi do Adama nekako prišlo. In če torej prvi človek ni bil ustvarjen, ampak se je razvil, nam naenkrat postane jasno, zakaj je moral biti Janez Blajvajs imenovan oče slovenskega naroda po izobrazbi in poklicu živinozdravnik. In če je bil potreben živinozdravnik, da je pomagal na svet čemu takemu, kot je naš narod, seveda sploh ni več vprašanje, ali Slovenci segamo dlje od človeka, ampak kvečemu, iz katerih živali smo se razvili. Eni pravijo, da je povsem logično, da iz opic, ki jih tukaj ni, ker smo se iz njih razvili Slovenci. Vendar bi bil sam glede tega nekoliko bolj previden in bi upošteval tudi domnevo, da smo se razvili iz različnih vrst, ki so v svoji naravni težnji po najboljšem pristale v skupnem cilju Slovencu. Zato predlagam, da vprašanje, ali smo se razvili samo iz opic, ali pa tudi iz konjev, kokoši, zajcev, medvedov, prašičev in lisic, pustimo v nemar in se rajši poenotimo samo glede tega, da izhajamo iz živali in imamo to pogledno najstarejše možne evropske korenine. Iz živali pa smo se, kot verjetno vsi že dobro veste, v ljudi razvili tako, da smo zato, da smo lahko grabili tudi s polnimi gobci, ker nas je bilo strah, da bi tisto, česar nismo mogli požreti naenkrat, požrl kdo drug, in da smo lahko grabili tudi s polnimi gobci, smo iz prednjih nog razvili roke. In ko smo lahko grabili z rokami, glavna naloga ust ni bila več to, da zgrabijo, požrejo in hlastajo za še več, ampak sta lahko usta dala od sebe tudi kaj več kot tiste osnovne besede. Začeli smo spletati zgodbe in že davno pred računalniki začeli ustvarjati zmeraj bolj fiktiven svet. A če je jezik kriv, da namesto v resničnosti živimo v zgodbah, danes največja fikcija in grožnja za realen svet niso izmišljene zgodbe in lažne novice, ampak denar. Ker denar že dolgo ni več menjalno sredstvo, ampak produkt globalnih trgov, je kar 97% svetovnega denarja brez realne podlage, pa ima kljub temu smrtonosno moč. In kako je do tega prišlo? Stara češka popevka iz zgodovinskih 30 let prejšnjega stoletja pravi, da se je vse začelo s čisto preprostim izumom kolesa. Takrat, ko še ni bilo civilizacije in ljudje so bili še nage opice, ekonomskih nismo še imeli težav, brontozaver nam je pridno podteptal. Vsak dan so mu dali meter preslice in dobili s tem senco za balinanje. Orjak se je krepčal, primat se je igral, če je lačen bil, je šel in hrano si nabral. Za kosilo dakle, prasta za zvečer, parazoli iz palme in mleko iz vimen. Profita še ni štev, ker še ni bilo denarja, imel je, kar je vzel, ni še bilo golfanja. Takrat je svet bil še popoln, ni še bilo prepovedi, človeški rod je bil nedolžen, ker še ni znal čitati knjig. Najdbe potrdile so pradavni sum, da diluvium ni vedel, kaj je to izum. A ko ljudem nekoč postalo je težko hoditi peš, so zaželeli si kolo. Za izum kolesa so objavili razpis,
ne vedoč, da je kolo začetek niza kriz. Kolo je vsak želel, zandal je, kar je imel, in tak je kolo izumil, je vse več hotel. Dajali so mu školke, on je hodil pterodaktila, kolesa astronomsko ceno so dobila. Tu je vsaj 1000 slonov, Več daril in več poklonov, vse se mu je zdelo malo, zmeraj več kolo je stalo, dokler ni prišel na to, da hoče za kolo zlato, za okroglo spet okroglo, da je bilo čim laže krast da se obogatiti je moglo. in povsem propast. Ker leti zlato so imeli, ki so znali trgovati, drugi pridno so začeli iz revščine garati. Namesto jame zdaj ljudje imajo blok. Čeprav s kolesom so hoteli le razbremenitev nog, a ker so pozabili, da kolesom spada voz, so kolesca izpodrinila modrost. Vse veš koristje iz zlata, vsema se zdi kupiv da, civilizacija ni štos, koleščkom ni nihče več kos. Zdaj nismo več primati, ampak člani strank. Nihče ne ve, za kaj gre, izza svojih plank. Nihče ne ve več, kam drvimo, En upije dol z lastnino, drug uvaja disciplino, ta ve, koliko tam tisti krade, stari hoče ostati mlade, ta verjame v čisto raso, vlada boli v prazno kaso. kdor nalaga si pomaga. Mi Slovenci smo od vraga, Raja upije, dejte delo, ker tovarni je odpelo. revščina se v hiše vije, In v tej situaciji strahu, obupa in depresije. prihromi rešilni osu, ki verjamejo mu vsi. Samo če jih ta veleosu dovolj slovesno oslovi. No in ker zdaj, kot sem že omenil, tudi neverni vejo, da je v Sloveniji možen 0% davek na totalno vrednost na vse proizvode, ki širijo temelj slovenske države, slovenski jezik, zaničnice, samo da nam tega pač naša država noče omogočiti. Zaničnice in zaničniki ponovno verjamemo predvsem to, da sta na zemlji možna tako 0% revščina, kot tudi 0% onesnaževanje okolja, ne da bi morala za to izumreti človeška vrsta. Ampak današnje odmaševanje je bilo posvečeno jeziku in zato bo tudi zadnja pesem govorila o naši skrbi, tudi pretirani, za naš jezik. Prosim vas, da zapojte z nami, besedilo je preprosto. Kdor taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. Kdor slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači. Melodija pa gre takole. Taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. Kdo slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači. Taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. Kdo slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači. Ker jezik imamo, da se zamejimo in da se na druge jezike jezimo in da se postavljamo meje, pregrade, gojimo in urimo borne brigade, ki vedno v imenu čistoče in reda povejo, katera je prava beseda in vlivajo strah, da ne znamo jezika, kot se spodobi in ne kot se šika in da potrebujemo lektorske službe, ki stalno zdravijo tuje okužbe in imamo namesto filologije vrhovno upravo jezikovne policije. Ker Taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. To slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači. Taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. To slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači. Taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. To slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači. Taki šraufa in taki pumpa, to sta dva velika lumpa. To slovenščine ne pači, vedno tlači in vijači.
da je to. Kdaj smo zmenili, da je to? To slaba velika ljubav, to slovenščine ne pači, vedno tlači in bijači. Dobar. Ja, dosti je bilo. Niste v trans padli, mi tudi ne, sem pričakoval. Hvala lepa, zdaj ja. Hvala. Rad kakšno tolažbo, malo upravljam tudi jezikovno spoved. Lahko kupite oziroma lahko dobite pesmarico za prostovoljne prispevke. Lahko dobite tudi maketo, popularno maketo Triglava iz 11. stoletja, iz področja Kijeva, popularna varianta. Tako, lahko pridete s svojimi težavami do sem, zato